Takole, lepo pozdravljeni na našem zadnjem srečanju v tej seriji predavanj odprtih znanosti. To serijo predavanj organiziramo knjižnice Biotehniške fakultete skupaj s Centralno tehniško knjižnico. In kot sigurno opazili v sporočilih za raziskovalce iz Biotehniške fakultete in obeh privezanih inštitutov, se pravi in biološkega in gozdarskega, in pa seveda za vse naše študente. Glede na vprašanja, ki sem jih prejela po dveh že izvedenih predavanji sta posneti, tudi današnje bo posneto, in po obdelavi posnetkov jih bomo objavili skupaj s prezentacijami na spletni strani knjižnic Biotehniške fakultete in o tem vas bomo tudi obvestili po elektronski pošti. Tudi danes vas prosimo, da so mikrofoni med predavanjem ugasnjeni. Če imate kakšno vprašanje, ga lahko sproti zastavite v klepet, v chat. Predavatelj bo poskušal na vaše vprašanje odgovoriti že sproti, če ne pa bomo na koncu, ko se ne bo več snemalo, čas za malo bolj resno razpravo. Torej, tudi danes lepo pozdravljamo v naši sredini magistra Mira Pušnika. Za vse tiste, ki ste morebiti izpustili prvi dve predavanji, Miro je direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. V CTK zelo pozorno spremljajo založniške politike in pa politiko financiranja raziskav v Evropski uniji in pa tudi pri nas, torej preko ARRS-ja. Še posebej zato, ker je CTK nosilec več konzorcijev za nakupe tujih revij, katere vsi zelo uporabljamo. Miro nam bo danes predstavil platformo Open Research Europe, ki je ustvarjena za odprto objavljanje člankov nastalih v programu Obzorje Evropa. Tako da, Miro, jaz ti kar predajam besedo, glede na to, da sem te že v preteklosti zelo podrobno predstavila. Izvoli. Ja, hvala lepa, Maja, za to najavo. Dober dan, spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat. In kot rečeno, danes zaključujemo to našo serijo. In sicer si bomo ogledali platformo za odprte objave znanstvenih del, financiranih v okviru programa Evropske komisije Obzorje 2020 in Obzorje Evropa, Open Research Europe, s kratico ORE. Verjetno ste za to že slišali, to je en zanimiv koncept znanstvene komunikacije, spet nekaj novega, in bomo opozorili na tiste najbolj zanimive stvari. In sicer, kaj sploh je Open Research Europe? Pogosto je to vprašanje, ali je to repozitorij, ali je to, ne vem, nek agregator, kakorkoli. Pač mi pravimo, oziroma Open Research Europe je založniška platforma za odprte objave, kot sem že rekel, ki je na voljo avtorjem, upravičencem iz okvirnih programov Obzorje 20 in pa Obzorje Evropa. Zdaj, štejte to kot neke vrste, bi rekel, revijo oziroma žurnal, mega žurnala, če si tako znate predstavljati. Nekateri založniki imajo to vrste platforme tudi, kot neke vrste mega žurnale, ki niso vsebinsko opredeljeni, ampak so v bistvu zgolj, bi rekel, na neki organizacijski pa tehnični ravni poenoteni, recimo objave so pa iz različnih znanstvenih področji, in tudi to je neke vrste mega žurnal. Ampak pač recimo, če rečemo temu platforma. Pomembno je vedeti, da ko objavite na tej platformi in ko dobite potrditev, da je objava sprejeta, se pravi, da je ustrezno prestala recenzijski postopek, ta objava ustreza zahtevam iz pogodbe o financiranju iz teh dveh okvirnih programov. Se pravi, Evropska komisija objavo na platformi ustrezno recenzirano šteje kot, bi rekel, ustrezen raziskovalni rezultat oziroma ustrezno znanstveno delo, glede na pogodbo, ki jo imate. Vi pač v pogodbi boste imeli zapisano ali pa imate zapisano, da morate to objavljati, se pravi, tako članke, podatke, etc., in pač na mesto v kakšni znanstveni reviji lahko objavite tudi to. Pomembno je vedeti tudi to, da so objave v Open Research Europe skladne s politiko koalicije S. Tukaj moram povedati, da je Slovenija je članica koalicije S oziroma naša javna agencija, ARRS, in vse bolj se bodo, bi rekel, standardi in pa zahteve koalicije S tudi
bi rekel, vpletali v razpise za finančne instrumente v nacionalnem financiranju, a ne? In tako, da je pač tudi z tega vidika to ustrezno podprto in rešeno. Tukaj imate link do spletnega mesta, verjamem, da ga že marsikdo od vas si ogledal. Zdaj, mora biti za začetek neka temeljna načela, a ne? Zdaj, dve taki zelo pomembni temeljni načeli sta, in sicer v ORE, a ne? Ena stvar je, da gre za odprti dostop oziroma odprte objave, se pravi, vse objave, ki so v ORE, so odprte, a ne? In to pomeni, da so tudi ustrezno licencirane z licenco Creative Commons, CC BY, da avtorji obdržijo avtorske materialne pravice in tako naprej, a ne? Skratka, to je en vidik, a ne? Drug vidik je pa transparentnost delovanja v vseh ozirih, a ne? Transparentnost financiranja, transparentnost višine APC-jev, kot boste videli vi za APC-je pri teh objavah ne plačate nič, ampak vedno boste pa imeli na voljo informacijo, kolikšna je vrednost tega APC-ja v resnici, koliko je financer moral poravnati za to, a ne, da ste vi to lahko objavili. Pa na koncu tudi transparentnost recenzijskega postopka, ne. Tukaj se soočamo z odprtimi recenzijskimi postopki, open peer review, a ne, ki ga bomo potem si ogledali na koncu, je tudi zelo zanimiv, pač nekaj, mislim, ne bom rekel, da je nekaj novega, vse take stvari se že dogajajo, ampak tukaj je pač v bistvu kar izrazit poudarek tudi na tem. Zdaj, načela so tudi to, a ne, kot sem že omenil, odprte publikacije. Avtor je obvezan nujno referirati tudi na odprte raziskovalne podatke, se pravi, članki, ki so objavljeni v ORE, morajo na tak ali drugačen način uporabnikom, drugim raziskovalcem ali drugim bralcem povedati, a ne, kako do raziskovalnih podatkov, kot sem že omenil, a ne, odprti, transparentni recenzijski sistemi in pa seveda tudi neka popolna transparentnost procesa objavljanja. Ta transparentnost ni v revijah je značilna, pač bolj ali manj gre za odnos med uredništvom, recenzorji in pa med avtorji, a ne, medtem ko tukaj pa tudi bralci to vidijo, a ne, se pravi, nekje postopek objave je viden vsem, a ne. Zdaj, za delovanje Open Research Europe je odgovorna Evropska komisija, se pravi, Evropska komisija je financer, sklenili so pogodbo z eno mednarodno, bi rekel, firmo, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami, F1000 Research, in kakovost, a ne, zagotavlja Mednarodni znanstveno svetovalni odbor. Če greste na samo spletno mesto, boste tudi videli, kdo je tam. Po mojem vedenju se tudi zelo dinamično menja. Skratka, ta odbor Evropski komisiji in pa F1000 nudi podporo pri zagotavljanju res tistih, pač oni pravijo, najvišjih standardov pri objavljanju, a ne. Zelo aktivni pri tem so tudi še nekatere druge organizacije, recimo Eurodoc, Global Young Academy in pa Liber Europe, a ne. Predvsem je zanimivo to, da so v to vključeni mladi raziskovalci, a ne, na začetku svoje karierne poti, kar tudi na nek način priča o tem, da je, ali pa da rečem, je tudi mislim, je neka posledica tega tudi to, a ne, da je pač to tako malo bolj inovativen projekt, kot so klasične objave v znanstvenih revijah. Liber Europe je pa združenje akademskih knjižnic Evrope, ima pa zelo velike aktivnosti izvaja na področju odprte znanosti in pa znanstvene komunikacije v teh okvirih. Zdaj, kaj lahko objavimo v ORE, a ne, Open Research Europe, se pravi kot prvo, a ne, kot smo že omenili, Open Research Europe ni repozitorij. To je dostikrat vprašanje, ali je to repozitorij, niti ni neki preprint strežnik, a ne, ampak je to dejansko pravzaprav znanstvena revija, mega žurnal in vsa znanstvena dela, ki so not objavljena, a ne, v ORE, a ne, niso bila v recenzirani obliki objavljena nikjer druge in tudi ne bodo, a ne, potem, tudi če jih vi objavite tukaj, potem se ne morejo najti v kakšnem drugem časopisu kasneje, a ne.
Zdaj, ORE je namenjen objavi znanstvenih člankov ter pa objavi metapodatkov s tem člankom povezanih znanstvenih objav. Se pravi, ne zgolj samo metapodatkov o članku samem, ampak tudi metapodatkov, recimo namen tega, tudi objava metapodatkov recimo v raziskovalnih podatkih, v programski opremi, vse v luči naših predhodnih debat v prejšnjih dveh predavanjih, se pravi po načelih sfera. Se pravi, pač objava v ORE je že sama po sebi, bi rekel, standardizirana na tak način, da je neobhodno zagotavljanje teh fair načela, tudi za ponovljivost ali pa za nadaljnjo uporabo vaših znanstvenih rezultatov oziroma del. Pokriva vse vede, in tukaj tudi moram reči, da praktično ni nekih, pač ko smo se pogovarjali, mislim, ko smo postavljali vprašanja ali pa ko smo imeli na teh prezentacijah tele ponudnike, spraševali o tem, ali so kakšne omejitve glede tega, praktično ni teh omejitev. Tle so v bistvu razdelali pač po nekem ključu, po nekem prevajalniku sami. Jaz sem tle, mislim, da povzel, mislim, da je to njihova klasifikacija, pač v glavnem po naši klasifikaciji dejansko vse vede pokriva, tako da lahko prav vsakdo objavi. Zdaj, trenutno jezik objavlja angleški, ampak to je tudi pravzaprav nek standardni jezik, zdaj trenutno za objave znanstvene. Zdaj, mora biti čist malo za reklamo, če rečem EPP, 3 minute ali pa minuto za EPP. Pač jaz prenašam v bistvu nekako, bi rekel, stališča ponudnikov, stališča ponudnikov, ne toliko, samo sekundo, eno vprašanje, pa bomo kasneje odgovorili, ker je pač v bistvu praktično ključno vprašanje glede recenzijskega sistema. Stališča ponudnikov glede teh 3 vidikov, se pravi, naj bi bil sistem učinkovit, se pravi, strog recenzijski postopek, hitrost objave je tudi pomembna, in tukaj dokaj hitro lahko do objave pride, in pa ta mednarodni znanstveni svetovalni odbor, ki je pač sestavljen dejansko iz nekih eminentnih raziskovalcev. Potem vplivnost, tukaj se dokaj koplje lomijo sicer med raziskovalci v skupnosti, ampak vendarle, takojšnji odprti dostop, potem neke metrike na nivoju člankov in pa odprti podatki oziroma interoperabilnost, ki jo sistem zagotavlja. Potem je pa še, bi rekel, ena stvar, ki jo tudi v bistvu izpostavljajo ponudniki, da zaključimo ta EPP, stres, ker pač verjamem, raziskovalci imate izkušnje s tem, verjetno, pač kolikor sem jaz ene par člankov v Science Citation objavil, pa nisem bil niti tam nekje globoko spodaj kot soavtor, pa vem, da je bilo kar stresno, da to niso enostavni postopki, pač tukaj gre v bistvu za manj stresa, pravijo, ni nekih administrativnih preprek, ni nekih stroškov za avtorje, avtomatska skladnost z zahtevami financerja in pa seveda kot neka dodatna možnost izbire. O tem bomo še rekli, ampak že na tej točki naj povem, ali pa da rečem, povem svoje stališče oziroma vas sprašujem, pa me popravite, če se motim oziroma špekuliram, da pač v enem takem projektu ima, recimo kot je projekt iz Obzorja Evropa, ima konzorcij veliko objava, in s tem povezani so tudi kar dodatni stroški. Zdaj, kot smo že rekli, Slovenija je podpisala kar nekaj transformativnih pogodb, ampak vendarle, ne pa še za vse založnike, pa tudi včasih je tako, da je kak članek, ko ga pa recimo lahko na kak drugačen način objavite, ne glih v hibridni reviji, ampak recimo mora biti v kakšni zlati, in ta Open Research Europe lahko po mojem mnenju štejete kot neko dodatno možnost na zemljevidu teh možnih objav, se pravi, ne kot mora biti prvo možnost, ali pa tudi, kakor se odločite, ampak kot neko dodatno možnost. Zakaj bi pa glih vsak članek šel v neke hibridne revije, lahko celo po vsebini določate, recimo, kaj bi bilo za tukaj zanimivo, zaradi tega, ker je pač ta komunikacija potem skozi transparentnost objavljanja zagotovljena in mora biti se ta vidnost lahko na tak način
izboljša. Moram pa v tej točki pa povedati, da je zaenkrat če zelo malo objav, ker se je to zdaj začelo pač nekaj časa nazaj, ni tako dolg časa nazaj in tiste kritične mase sicer še ni not, ampak vendarle, tako. Zdaj pa konec CPP-a, pa gremo naprej. Zdaj, kar je pomembno, stroški za APC, se pravi pristojbine za odprte objave, se pravi za avtorje so brezplačne. Avtorji ne plačajo nič. Je pa glede na to, da Evropska komisija tukaj želi biti transparentna, pokriva za vsako objavo stroške v višini enotne cene 780 evrov in pa v letih 23 pa 24 povečanje cene maksimalno za 5%, mislim pa, da bo imeli neka pogajanja za to. Se pravi, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker vi v revijah z visokim impact faktorjem pogosto plačujete tam tudi preko 3000 evrov, lahko recimo, ne vem, v Wileyju je 2750, v Elsevierju je skoraj 2900, poprečen APC in dejansko se pogosto sprašujete, kaj pravzaprav plačate, ker tukaj so razdelali ta strošek in so ugotovili, da pride ena objava nekje 780 evrov in tukaj je nekje tudi struktura te cene, kako pač do te cene ali pa do tega izdatka pridejo. To je bolj v bistvu v smislu tega, da so se postavili v vrsto nekako tegale, da rečem, teh razprav glede vzdržnosti visokih cen za odprte objave v hibridnih revijah pri komercialnih založbah, ki so precenjene definitivno. Ampak kakorkoli, 780 evrov je nekje izračunana ta cena in to je nekje to, raziskovalci ne plačate nič. Zdaj, pogosto vprašanje, ko se pogovarjamo z raziskovalci, je, kje so te objave indeksirane. Nekako politika uredništva Open Research Europe je, da v ospredje ne postavlja teh ciljev, da bi bili članki indeksirani v, bi rekel, pogostih citatnih indeksih, oziroma v pogosto uporabljenih, poznanih citatnih indeksih, se pravi Scopus, Web of Science, Dimensions ali pa ne vem, tako naprej. Se pravi, to ni njihov cilj. Trenutno so v fazi preverjanja in v fazi vstopa v Web of Science in pa Scopus, mislim da, ampak ta zadeva še poteka, ravno tudi zaradi morebiti nekoliko počasneje, kot so pričakovali nekateri, tudi zaradi premajhnega števila člankov, ampak kakorkoli, to ni cilj Evropske komisije, to je zdaj cilj založnikov teh citatnih lastnikov teh citatnih indeksov, da bi rekel, te objave objavijo v svojih zbirkah. Sicer so objave iz ORE že objavljene, indeksirane v Google Scholar, kar je pač tako bolj, nekako ni glih neki, pač s čimer bi lahko recimo dosegli večjo, mislim, dosežete večjo vidnost, ampak je popolnoma, bi rekel, neurejeno oziroma na nek način strojno indeksirano. Je pa zanimivo to, da ORE zagotavlja pretočnost vsebin v različne agregatorje, recimo repozitorij Zenodo ali pa EuroPMS. Tako da v načrtu pa imajo tudi sodelovanje z institucionalnimi repozitoriji. Gre za to, da pač vi, ko vdate nek članek, mislim, ko objavite članek v eni reviji, praktično vsaka politika, tako evropska kot tudi zdaj bo nacionalna, zahteva, da se odprta objava arhivira v repozitoriju. Zdaj, konkretno pri Horizon 20 pa pri Horizon Europe vam pri objavi v ORE tega ni potrebno narediti. Se pravi, zakaj? Zato, ker že avtomatsko grejo objave v Zenodo, in to pomeni za Evropsko komisijo dovolj dober repozitorij, zaupanje vreden repozitorij. Je pa tako, če bi recimo če bi kdaj tehnično gledano za potrebe evaluacije doma, nacionalni financer zahteval, da so te objave še v nacionalnih repozitorijih, se bomo imeli možnost, upravljavci teh repozitorijev, da stopimo z njimi v stik in da to pretočno zagotovimo. To še tako daleč zadeve sicer niso, ampak možno v načrtu pa imajo to sodelovanje. Zdaj,
katere baze podatkov so še zanimive, recimo pogovarja se pa s temi večjimi indeksi, kot je recimo PubMed, PubMed Central, Medline in tako naprej. Pogosto je tudi vprašanje standarda trajne hrambe. Open Research Europe dela so trajno arhivirana v servisu Portico. Pač ne vem, če to knjižničari morda bolj poznajo. Portico je standard na tem področju, se pravi neke vrste, bi rekel, skladišče, in ga uporabljajo tudi komercialne organizacije. Zdaj, ali je dejavnik vpliva, še enkrat, Open Research Europe se ne zavzema za kakršenkoli dejavnik vpliva. Pač jih enostavno Evropske komisije ne zanima in spodbuja bolj kvalitativno vrednotenje in posledično se s temi dejavniki tudi ne ukvarja. Kot rečeno, Open Research Europe in pa Evropska komisija, to poznate, spodbuja predvsem, bi rekel, vrednotenje na podlagi nekih kvalitativnih ocen in pa če že na nekih odgovornih metrik, recimo, ki temeljijo res na nivoju vsebine, ne pa na nivoju neke vplivnosti, neke platforme. Je pa v vsakem članku v Open Research Europe so tudi neki tradicionalni, bi rekel, kazalniki, ki jih recimo pogosto uporabljamo še sedaj, število citatov, pa tudi neki altmetrike, čeprav pri te altmetrike moramo biti previdni, ta, bi rekel, altmetrika je verjetno še bolj nevarna za manipulacije, kot pa recimo sistem citatov, ker pač v bistvu lahko citati imajo vsaj nek življenjski tok, preden da nastanejo, medtem ko pri altmetriki se lahko s kakimi roboti v parih minutah povečajo različne vrednosti kazalnikov. Zdaj, če pogledamo te metrike, kako izgledajo, recimo tle, ne vem, vidite število pogledov, število downloadov, citatov ni, Zdaj, še taki izvlečki tudi zelo hitro lahko do teh izvlečkov pridete, pač tako zelo, vmesnik je zelo zanimiv, jaz ga pač priporočam, da si ga ogledate, tako pač nekako. Tukaj imamo, bi rekel, tudi sam status, trenutni status recenzijskega postopka, in ta čaka na recenzijski postopek, no in objava sama je že, bi rekel, objava tega prednatisa, nerecenziranega prednatisa je že vidna. Morda grafično lahko tudi vidite, z katerih držav je več uporabe, ampak vašega dela, ampak to je tako bolj kozmetika. Zdaj, licence, to je bolj pomembno, glede na to, da gre za odprti dostop, morajo biti članki licencirani z odprtimi licencami, običajno CC BY, vemo, kaj pomeni, to dovoljuje pač neomejeno uporabo, distribucijo, reprodukcijo pod pogojem, da izvirno delo ustrezno citiramo, in da pač avtorske pravice ostanejo pri imetniku avtorskih pravic, se pravi konkretno pri raziskovalcu. Zdaj, kar je zelo zanimivo, da so tudi recenzorji dobijo, bi rekel, recenzije dobijo licenco CC BY. Se pravi, jaz moram odkrito povedati, da se že kar nekaj časa znanstveno komunikacijo ukvarjam, pa še nisem čisto tako na tak način do tega prišel, kot je tle, da pravzaprav je recenzija tudi tretirana kot neka vrsta znanstveno delo. In to bo zelo zanimiv. Mene je skozi motilo, te recenzije sploh, ki so, bi rekel, slepe, tako naprej. V bistvu recenzijsko delo je zelo odgovorno delo, bi rekel, eno izmed najbolj pomembnih segmentov dela raziskovalca, poleg raziskovanja samega, ogromno dela terja, ogromno znanja, pa morda ni pravilno vrednoteno, medtem ko tukaj pa so recenzije javne, bomo videli, transparentne in tudi označene z licenco. Potem pa še podatki, tudi raziskovalni podatki morajo biti spravljeni v enem izmed repozitorijev in označeni s tako licenco, da jih lahko avtorji, da jih lahko uporabniki uporabijo. Ali je to CC BY ali tale CC Zero, ampak skratka, to zagotavljanje možnosti ponovne uporabe po načelih FAIR je eden izmed temeljnih ciljev Evropske komisije. Zdaj, kako gre proces objave? Najprej
seveda vdamo članek, oziroma boste vdali članek, in potem pri sami vdaji gre za en tak, za neka popolnoma tehnična in pa ne vsebinska, ampak neka, bi rekel, vseeno neka preverjanja. Namreč gre za to, da pač po mojem, mislim, ne vem, kak plagiarizem preverijo, neke etične vidike, etc., ampak to je ta predpregled. In potem, ko ta predpregled članek, bi rekel, gre skozi, dobi članek status prednatisa. In članek je objavljen v tem trenutku v Open Research Europe, vendar ne kot sprejet članek v objavo, ampak kot prednatis. Zdaj, pomembno je, in to je tudi pogosto vprašanje raziskovalcev, če slučajno recimo članek potem ni sprejet v objavo, ali lahko, bi rekel, članek potegnete nazaj, pa ga objavite kje drugje. Odgovor je ne. Članka ne morete objaviti nikjer več drugje, če ostane na neki fazi prednatisa, pač ostane v fazi prednatisa in je dostopen. Tako da to je, bi rekel, pomembno. Potem gre pa recenzijski postopek, in sicer recenzijski postopek poteka na način, da sami predlagate 5 recenzentov, ki jih potem zapišete zraven, in njihovi, se pravi, imena recenzentov in pa afiliacije so potem tudi objavljene, zraven članka samega, pa tudi recenzije. V teh 5 izberejo 2 in potem ta 2 gresta v recenzijo. Če se karkoli v recenziji zaplete, se v bistvu lahko uporabijo tudi še drugi 3 recenzenti. Če se vseh 5 ne odzovejo, vas ponovno pozovejo k predlogom novih recenzentov. In potem, ko recenzija, bi rekel, ko je recenzija uspešna in je članek sprejet v objavo, se zagotovi to indeksiranje in pretočnost, se pravi, kot smo že omenili, te agregatorje, se pravi, oziroma repozitoriji Zenodo in pa potem v tiste bibliografske indekse, ki smo jih že omenili. Tako da, zdaj, recenzijski postopek, to je bilo tudi vprašanje, koliko je kakovosten, ali imamo zanesljivo, bi rekel, garancijo, da gre za dejansko vrhunske recenzente oziroma recenzente na nivoju. Zdaj, recenzijski postopki Open Research Europe, kot rečeno, so odprti, in sicer pod tem pre-publication check, kot sem že omenil, se ta recenzijski postopek začne. Vsak pregled, ki ga recenzor objavi, tako v prvi fazi, drugi fazi, skupaj statusom odobritve, je javno dostopen. Se pravi, da lahko vedno vidite, kje se s to recenzijo nahajate. Se pravi, za določitev ustreznega recenzenta so odgovorni avtorji, ki morajo pred objavo, kot sem že omenil, predlagati vseh teh 5 ekspertov, potencialnih recenzentov. Nekje na spletni strani Open Research Europe mislim, da je tudi navodilo, recimo, ali pa da rečem priporočilo, kako te recenzente izbrati. Jaz mislim, da uporabljajo tukaj, oziroma, kolikor se spomnim, ko sem bral to, opozorijo predvsem na konflikt interesov, pa na konflikt interesov in pa na, bi rekel, odzivnost. Zdaj, kar se konflikta interesov tiče, pa nasploh izbere recenzentov, je zelo pogosto v uporabi, to je čisto tako malo za vas informacija, orodje Expert Lookup, mimogrede, to je Elsevierjevo orodje in mimogrede v CTK je dostop do tega omogočen, ampak morate pa sem priti, če ga želite uporabiti. Se pravi, če bi želeli poiskati kakšne recenzente, pa hkrati izračunati odpravo konflikta interesov ali pa kakorkoli drugače, se lahko v CTK oglasite. Pač to je tako, temelji pa na metodi fingerprint, se pravi po skopusu išče, po semantiki in tako naprej. Zdaj, ampak tle gremo zdaj nazaj, recenzijo izvajata pač 2 izbrana recenzenta, ko so recenzenti izbrani, jih kontaktira uredniški odbor, Open Research Europe,
v nobenem primeru pa ta recenzijski odbor pol ne odloča o čemurkoli. Se pravi, recenzenti so tisti. Se pravi, da avtorju ni treba za recenzente, bi rekel, recenzentov kontaktirati, po drugi plati pa tudi recenzenti so tisti, ki imajo končno besedo. Tako da kriteriji za izbor recenzentov, če se zdaj vrnemo na tisto vprašanje, ali imamo zagotovilo, da so dosti kakovostni recenzenti. Zdaj, moj odgovor tle je tak, pač jaz bi rekel, da verjetno obstaja kar nekaj varovalk, da lahko temu pritrdimo. Ena varovalka je, da lahko avtorji sami te recenzente predlagajo, po drugi plati pač mora ta konflikt interesov biti odpravljen. Druga stvar je pa ta, da tile kriteriji vendarle obstajajo, in ti kriteriji so tako, bi rekel, dokaj splošni, po mojem mnenju, tudi za druge znanstvene revije. Se pravi, pomembno je seveda ekspertno znanje na področju raziskave. Nekako vse 3 objave kot vodilni avtorji, vse eno objavo članka s področja zadnjih 5 let. Jaz se spomnim, ko smo mi delali enkrat neko raziskavo na področju, bi rekel, recenzentov, se pravi, da smo imeli v bistvu te kriterije tako malo bolj hudo postavljene, mora biti malo več objav, oziroma da smo imeli tudi kot kriterij, da je mogel biti vsej eno objavo, recimo kot nek ali editor ali kot nek reviewer ali recimo kot nek letter ali pa kaj podobnega, ne samo znanstvene objave, ampak ok, to je čisto po spominu zdaj govorim in upam, da se ne motim in tudi v bistvu tako zelo na pamet. Ampak ja, druga stvar, ki je, recenzenti morajo imeti ustrezni nivo izobrazbe, seveda, tukaj govorimo o doktoratu, vsekakor. V okviru svoje afilacije pa ne imajo nek formalni naziv, imenovanje, se pravi, da ni glih, ne vem, nek asistent, ampak da je, ne vem, kak vodja nekega odseka ali pa vodja katedre, redni profesor, kaj takega. Pač skratka, nek formalno dokazilo, da je v tem sistemu pač nekdo. In pa odprava konflikta interesov, to je pri recenzijah najbolj ključno, pravzaprav tudi največji problem. Pač 2 problema sta, recimo, ne vem, ko tole čez RRS, recimo, marsikdo kjero reče glede recenzentov, ampak ko pa se postavite v vlogo, ko recenzente odbirate, pa vidite, da je kar problem, 2 problema sta, slaba odzivnost in pa seveda konflikt interesov. Se pravi, tukaj recenzent naj ne pripada isti afiliaciji, kot avtor, te z avtorjem ne sodeluje tako na profesionalni kot zasebni ravni in mora biti ta neobstoj konflikta interesov potrjen z izjavo. Zdaj, tukaj je morda tudi to varovalo, ker pač v bistvu vse te recenzije, tako imena recenzentov kot afiliacije, kot tudi recenzije same, so javne, in če recimo neka skupnost na določenem znanstvenem področju prebere te recenzije, lahko zelo hitro ugotavlja anomalije, tako da je nekako z tega vidika, po mojem mnenju, tudi neko merilo kakovosti lahko to, ali pa zagotovilo kakovosti, ampak kot pravimo, to je tako. Tako da moj odgovor na tisto vprašanje je, da pač glede na to, kako je to postavljeno, sklepam, da so recenzije zagotovljene na dovolj visokem nivoju, ampak kot vedno, so pa možne manipulacije tako ali drugače. Zdaj, avtorji, ko objavijo objavo, potem recenzorji naredijo recenzijo in potem avtorji posodobijo članka. Se pravi, naredijo neko revizijo članka, recimo novo ali manjše spremembe ali večje, kakorkoli že, vse verzije članka so dostopne, in tudi vse verzije članka se lahko neodvisno citira. Je pa privzeta pojavna oblika, je pa zadnja revidirana verzija. Se pravi, tisto verzijo na zadnje, ko ste popravili, tista je privzeta oblika in tudi na začetku samega članka so tudi nekje neke zabeležke, kaj ste popravili. Zdaj za handlanje, se pravi za rokovanje s temi različnimi verzijami je ena posebna schema crossmark, skozi se ta gumb crossmark pojavlja na članku in tam lahko kliknete in vidite različne verzije objave.
Zdaj, tudi po zaključku recenzijskega postopka je članek živ, vi ga lahko dopolnjujete, seveda spet z recenzorja, ampak vedno nove verzije lahko objavite. In tudi recimo, ne vem, če vam dvakrat v dveh fazah to zavrnejo, članek ostane gor kot prednatis, se lahko še naprej potrudite in članek toliko časa dopolnjujete, da je sprejet v objavo. Tukaj je tale crossmark, takole to zgleda, recimo, in dobite verzije tega članka. Zdaj, kateri so statusi recenzijskega postopka, pač kot raziskovalci verjetno to poznate, ampak vseeno, če slučajno. Je pa vsaka faza seveda tudi na članku samem, na delu samem objavljena. Se pravi, najprej je ta awaiting peer review, potem pa, ko je recenzija objavljena, ko gre skozi eden od recenzorjev karkoli objavlja recenzijo, dobi pa nek ustrezen approval status. Zdaj, approval statusi so pa approved, pač članek ustreza, potem approved reservations, so pač spremembe potrebne, neke manjše, saj to pa poznate verjetno iz svojega dela, in pa not approved, ker gre za neke temeljne pomanjkljivosti in je treba na nov pristopiti k, bi rekel, strukturiranju povedi v članku samem ali pa spremembi kakih metod in tako naprej. Zdaj, veliko vprašanj na temo je, kdaj je članek sprejet, kdaj je tisto, ko vi lahko Evropski komisiji rečete, evo, to sem mi pa sprejela. Ko se članek skozi ves postopek, ko je članek označen z dvema approved ali pa z enim approved in dvema approved with reservations, se šteje, kot da je uspešno predstavil recenzijski postopek. Jaz sem še enkrat prav klical gor na uredništvo, zato ker ni bilo to čisto tako nekako jasno, kdo, kako, ko imamo pač dva recenzorja, dve fazi, to pomeni 4 oznake, kaj zdaj to pomeni, pa je odgovor bil čisto enostaven. Ko sta dve kljukici ali pa ena kljukica in dva tista oznaki za approved reservations, ne glede na fazo, ne glede na recenzenta, je to članek sprejeta. Tako da pač zelo enostavno povedano, enostaven odgovor na moje zapleteno vprašanje. Zdaj, kar se tiče negativno ocenjenih člankov, članki v Open Research Europe niso nikoli zavrnjeni, če ne pristane recenzijskega postopka, ostane na strani sami, se pravi na platformi, kot v obliki prednatisa. Se pravi pač, to je prednatis, članek, to delo ni recenzirano, ampak kot pravim, ne morete ga pa umakniti. Zdaj, kot pravim, ni časovnih omejitev, da lahko te popravke ali pa revizije izvajate. To lahko delate skozi. Potem je pa možnost tudi, da recimo v primeru, če pač gre za neko negativno, neupravičeno negativno presojo, lahko zahtevajo tudi novega recenzenta za katerokoli različico. Lahko za izvirno, lahko za revidirano. To je pač pol komunikacija s tem notranjim uredništvom. Kot pravim, to je pač mogoče narediti. Zdaj, statusi recenzijskega postopka, vidite tlele, tudi v naslovu samem so zapisani in pa tule. Tukaj vidimo en status approved, pa dva approved with reservations. Tako da recimo tale je potem ok. Tukaj vidimo recimo en, ki je bil zavrnjen, in en, ki je bil potem approved with reservations. Zdaj, pri vsakem članku tlele boste tudi videli, v bistvu na članek in pa na recenzijo lahko tudi drugi avtorji podajajo komentarje, mislim, avtorji, bralci, raziskovalci. Se pravi, ni samo to, da obstaja dialog med raziskovalcem in pa avtorjem in pa recenzorjem, ampak lahko tudi se vključijo v to tudi drugi. Tako da tukaj pa vidimo recimo recenzente, potem vidimo afiliacije njihove. Takole je recenzent,
In tukaj je recenzija in tukaj lahko to recenzijo tudi citirate. A ne? In tukaj so potem odgovori. To pomeni neka debata, diskusija, ne? Se pravi čisto enostavno, kot neke vrste foruma. Ne? Zdaj, pogosto je vprašanje, na kak način se lahko tle not kdorkoli vključi, pač ne, lahko pride do manipulacij, do zlonamernih komentarjev, etc. Uporablja se, striktno se uporablja ORCID, ne? Se pravi ta enolična identiteta raziskovalcev ORCID, ne? In če tega nimate in si želite narediti račun na Open Research Europe, si boste avtomatsko izdelali ORCID. Enostavno vas navede na to, da si izdelate ORCID. In tudi tisti, ki ga nimate, jaz predlagam, da si to naredite, ker je zelo praktično to zdaj že neke vrste standard. Zdaj, raziskovalni podatki, pač raziskovalni podatki morajo biti transparentno zapisani, in sicer politika obzorja 2020 in pa politika Horizon Europe to zahteva, Open Data Policy, etc. To smo že imeli, odprto kolikor mogoče, zaprto kolikor je nujno, ampak kar je pomembno, vsi članki morajo vsebovati reference na raziskovalne podatke, zato da zagotavljajo ta načela FAIR. Zdaj, kako objaviti, pač ne objavljamo teh raziskovalnih podatkov na Open Research Europe, ampak jih objavimo na nekem repozitoriju, ki je, kot smo že zadnjič spoznali, kaj to pomeni zaupanje vreden, ali je to Zenodo, ali je to nacionalni repozitorij, področni repozitorij, tako naprej, in potem to navedemo v članek. Se pravi, del članka ali pa ena referenca v članku je tudi referenca o podatkih samih. V primeru, ko članek ne temelji na pripadajočih podatkih, mora avtor to navesti, no data are associated with this article, ali pa, ko so podatki recimo del članka samega, se pravi, da nikjer drugje ne obstaja, da je ena tabela, je pa ta navedba, all data underlying the results, etc. Skratka, ampak to je treba v članku navesti. In to je tudi v tistem predpregledu, ko smo že prej omenili, pre-publication check, publication check, tam tudi take stvari pregledujejo, se pravi, so striktni glede tega. Zdaj, če pogledamo tle, vidimo podatki, se pravi, in to underlying, pa neki razširjeni, se pravi, neki več, še zraven, ampak to je v članku samem, se pravi, da na tak način navedete, odkot ste podatke dobili. In tukaj vidite tudi trajni identifikator, link do teh podatkov in pa potem čisto kratek opis teh podatkov, bolj tehnični, ne toliko, bi rekel, vsebinski. Medtem ko pol, ko greste v sam Zenodo, se boste pa ukvarjali z izvorom podatkov, pa boste prebrali tiste opis, meta podatke ostale tako pač. In pa seveda ta licenca, vsi podatki so v tem primeru dostopni CC BY 4.0. Zdaj, pridobivanje informacij, pač obstaja nek iskalnik, oziroma najprej brskanje po posameznih področjih, po člankih. Potem obstaja tudi iskalnik, tudi napredno iskanje, omogoča. Zdaj, kar bi omenil, tale funding bodies, zaenkrat ni še drugih financerjev vključenih v to, v Open Research Europe. Ampak so ti financerji, bi rekel, so financerji tistih dela, ki so nastale sicer v okviru financiranja Horizon Europe, so pa ti financerji tudi sodelovali in so navedeni v člankih samih. Moram pa povedati, da se ta vidik tudi je v načrtu in ne bi do leta 2024 Open Research Europe sklepal pogodbe z nacionalnimi financerji, da bi nacionalni financerji pač po mojem mnenju vse izpogajali z ponudniki F1000 za tisto ceno, ali pa da bi postavila Evropska komisija neko kataloško ceno, recimo kot je zdaj 780 € in recimo primer, Slovenska agencija ARRS bi plačala, ne vem, 300 APC-jev, ali pa 200, in bi do izpolnjene kvote lahko slovenski avtorji brez dodatnih stroškov objavljali tudi tiste članke, ki
ki so del nacionalnih instrumentov, ne samo, mislim, ki izhajajo iz nacionalnih instrumentov, ne samo iz evropskih programov. Tako da to. Zdaj pa v bistvu samo, to je zdaj tako, tle je nekaj linkov, pač podrobneje, to smo se lani pripravljali, pa nismo pol do tega prišli še pod konc leta. V letošnjem letu bomo podrobneje razdelali recenzijski sistem, Open Research Europe. Tukaj imate pa še linke recimo za objave člankov, za navodila za pripravo raziskovalnih podatkov, pač to so zelo, bi rekel, tako kot v ostalih znanstvenih revijah navodila, ki jih pač lahko uporabite za svoje delo. Ok, zdaj pa tako, smo pri koncu teh treh predavanj oziroma predstavitev, bi jaz rekel, ne predavanj, jaz bi rekel nekega dialoga z vami, kot raziskovalci. Pač jaz bi ob koncu se vam zahvalil za pozornost, predvsem, kar bi omenil je to, da dejansko, kot je že kolegica Maja na začetku omenila, pač v knjižnici se dejansko fokusiramo na zagotavljanje podpore raziskovalcem na Univerzi v Ljubljani, pa tudi širše, raziskovalcem v okviru repozitorija DEROS, se pravi, to so javni raziskovalni inštituti, pri uveljavljanju ali pa pri implementaciji prakse odprte znanosti. Pač res se v zadnjem 2 letih smo se res fokusirali v to in še bolj se bomo. Naj vam povem, da smo v tem času, ko se nismo videli, se je pri nas zaposlila ena kolegica, dr. Romih, ki bo v bistvu upravljala pravzaprav neke vrste, kot bi rekel, celo posegala recimo v delokrog podatkovnih skrbnikov, stewardov, predvsem bo skrbela za informacijsko podporo na področju raziskovalnih podatkov. Zdaj čakamo nekoga, se bo tudi v kratkem s 1. marcem, upam, da, mislim, s 15. marcem upam, da zaposlil na področju občanske znanosti. Tako da imamo kar eno veliko skupino in v to skupino vabim prav vse. Jaz se opravičujem, to je še ena stara predstavnica, tle še Maja ni zapisana, dr. Maja Petek je članica naše odprte akademije. Kdorkoli od vas bi želel postati član tako ali drugače, ali samo zato, da novice dobiva od nas ali da se udeležuje teh naših sej, kjer na debelo razpravljamo o tovrstnih problemih ali kakih novostih, ste vsi seveda vabljeni. Predvsem ste pa vabljeni, da se v primeru težav ali pa da rečem nekih izzivov, problemov, kakorkoli že pač, ki jih na tem področju morebiti ne bi znali čisto rešiti, da se oglasite ali v vaših knjižnicah na biotehnički fakulteti ali na inštitutih. Mi z vsemi knjižničarji odlično sodelujemo, tako na BF kot na obeh inštitutih, ali pa neposredno do nas, lahko tudi pridete, nobenega ne bomo zavrnili in bomo poskušali pomagati po najboljši moči.